Dober večer. Moj dan je ponavadi četrtek 2020. Vsak četrtek 2020 se vam javim, ampak danes se mi je pa tako zdelo, ne vem, prav tako, šla sem se slečt, imela sem pižamo oblečeno in sem rekla, ne, tole moram jaz zdaj, ker se mi to cel dan danes dogaja. Malo se pogovoriti z vami oziroma vas vprašati, pa mogoče pogledati. To je tisti preblisk, ko rečemo, zdaj je ta moment, zdaj je to treba posneti. In tako sem čutila, v spodnji imam še drugače pižamo, v spodnji sem si pa majico dala. Evo, narediš čop, to je to, namažeš usta in si pripravljen za snemanje. Naslov sem delila. Ali lahko povečajo lastno vrednost všečki? Če lahko povečamo lastno vrednost všečki, pa za nekoga, kar je nekaj poceni, je za nekoga drugega drago. Zakaj je danes ta zgodba? Ker neverjetno, jaz pa vedno rečem, ni naključij. Vse se zgodi z namenom, vse pride v pravem času, res. Danes je bil takšen dan, kaj ne rečem vam. Tako, če bi zdaj rekla, vse skupaj sem imela naporen dan, imela sem pa krasnih, veliko krasnih pogovorov. Ampak zjutraj, že na vse zgodaj, je zakrožila iskrica, ki sem vam jo dala iskrico, notri v Instagramu pa v storjih. To pomeni, zaupajte svoji lastni vrednosti, če želite, da jo drugi prepoznajo. In ful sem dobila komentarjev, na tem pa še dober večer, Bojan. Kako lepo mi je Bojan napisal, mlada dama. Točno, saj sem še res mlada. Zaupajmo svoji lastni vrednosti, če želimo, da jo drugi prepoznajo. In ful veliko Amanda živijo, veliko komentarjev na to, to še pa nisem, to pa še bi bilo dobro, da spoznam, do tega še pa nisem prišla in tako naprej. No in potem, ko sem malo prebirala komentarje, ki so bili napisani, sem rekla, oh my god, to smo tipični Slovenci, ki še vedno, ne vem, živijo jernej, ker še vedno, naprimer, eni ful znajo, medtem ko eni so dobri prodajniki, medtem ko drugi še pa vedno, to je tisto, kar rečejo, toliko znajo narediti, pa mogoče malo manj, biti marketingaša notarana. Saj jaz ne vem, kaj sem. Jaz mislim, da nisem ne marketingaš, ampak se bom tega dotaknila. Dober večer, Marina. Ok, no in potem cel dan, čisto cel dan v pogovorih, ne vem, vsak tretji, četrti klic, živijo tajči, vsak tretji, četrti klic, ki sem ga pač opravila, danes cirka 20 klicov sem naredila, če ne še več, kako lepo mi je napisala Varja, vedno urejena, Valerija, kaj lahko človek hitro naredi, zato vedno pravim, če človek v pravem moodu, lahko tudi v pižami bi prišla zdaj, pa bi bilo ok, sploh ne bi vedeli, da je pižama. Ampak zdaj sem držala, če hočem biti kratka, pa jedrnata. In v teh pogovorih, ki sem jih imela, ne vem, tako zaznam, nekje denar, v drugi strani, ko si bom lahko privoščila. To pomeni, imam stranke, ki se zavedajo, da potrebujejo denar, da je materija tudi pomembna in da so lahko duhovne, ampak v vsakem primeru pa potrebujejo denar, da naredijo korak. Ali pa, naprimer, mi rečejo, da so fantastične v svojem delu, vedno imajo pa še malce straha, če lahko naredijo kak večji korak. Ne glede na to, a je to ženska ali moški. To resno, mogoče moški so malce bolj drzni v tem stilu, da naredijo pa ko buldogi, tudi če trpijo, pa ne bojo povedali. Ženske pa vedno rajce malce več preciznosti, pozornosti, natančnosti, preden se odločijo za ta korak. Ok, ampak zdaj, da pridem k bistvu. No, in potem, kaj je še najbolj zanimivo? Odkar sem dala gor križarjenje, to je noro, to se kar naprej dogaja. Kaka cena, Mislim, jaz naj povem, po eni strani mi to plus, ko kdo napiše tako, kaka cena, privoščila sem si to pa to za tako ceno. Drug napiše, groza, sem in tja in ga naprej. Mogoče kdaj, ko jaz tej osebi, ko to napiše, rečem, odpusti, sej, če bi oseba vedela, da kako tudi pridi do takega denarja, bi prišla, ampak ne ve, ampak nič za to, v redu, odpusti, sej bo že enkrat prišel do tega in potem ali se kdo prijavi, ali popraševanje in tako naprej. Ampak danes je cel dan tema o lastni vrednosti, resnično. In pravim, in potem še na križarjenju,
ko se pogovarjamo o križarjenju in vidim, kako nekdo vpliva in pol kako napiše na in bi rada se dotaknila lastne vrednosti, res bi se rada dotaknila. In kaj se še na koncu zgodi? Da tako, vsake toliko časa dobim kak mail, ko se mi napiše v Instagram notri, če želim, da mi omogočijo, če želim kupiti lajke, všečke, oziroma to so pravi všečki, tam od 30.000 naprej. Od 30.000 naprej. Če to želim, ne bom nikogar omenjala, da ste lahko čist brez skrbi, ampak zdaj imam eno vprašanje za vas. Resnično eno vprašanje in bom res vesela. To je cilj pogovora, ki ga želim danes narediti z vami. Eno vprašanje, katero me zanima. Prosim, naj bo iskreno, naj bo iz srca, ker na podlagi tega bom dala temo notri. Ali mislite, da li lahko kupimo lastno vrednost z všečki? To pomeni, Tanja Skaza, zdaj na Instagramu, ne vem, koliko jih imam, res ne znam oceniti, da bi vam čisto na pamet rekla, koliko jih je. Mislim, da imam včasih 60, včasih 6, včasih ne vem, imam pa karkoli. Če bi Tanja kupila 30.000 všečkov, to pomeni, da bi zdaj, ko bi Tanja objavila post 30.000, ali bi moja vrednost zaradi tega zrasla. Pa ne rabite mene, lahko vzamete sebe. Samo vprašanje, res bom vesela. Rečemo, saj enih 5-6, da bom lahko na podlagi tega odprla temo. Če ste tako prijazni, še enkrat bom ponovila. Ne, ker v sebi vedno veš, da so laž. Ne bom nič komentirala, v redu, Alenka Bilk, ampak še nekaj naj povem, drugi to ne vejo. Drugi pa to ne vejo. To pomeni, jaz bi zdaj kupila 30.000, vi bi jutri videli kar naenkrat, da Tanjo spremlja čez 30.000 ljudi. Celo 30, pa še oni 6 zraven, pa 600. 30.000, pa še oni 6. Se opravičujem, Amadeja niti slučajno, Nataša tudi napisala ne, hvala, res ste zlate. A imamo kakega fanta? Ko me zanima, kaj fant, kak misli. Tina je tudi napisala, ne, mislim, že prej sem kar hotla. Še kdo? Še kakšen komentar? Vrednost ne bi narasla, zato ker niste svoje duše. Ja, lepo, vsekakor ne, tudi Jerne se je tudi javil, to smo imeli enega moškega, Marija tudi ne, Tjaša ne, Marija, Madonna, jaz imam same krasne, kaj sem ponosna, za druge bi, zase pa ne. Karmen mi je všeč odgovor, za druge bi, Karmen, to je tema, ki je lahko drugi. Ana je napisala ne, Ivana tudi ne, ja, to pomeni, da mi smo kar nekako tu, mi smo nekako tle v tem stilu. Moj sin meni reče, ko jaz posnamem video, mi reče, mami, pa ti niti nimaš 100, kako mi reče on, ne 10.000 pogledov, pa tebe nobene gleda, Poglejte že otroci, Metka tudi piše vsekakor ne, ker ni pristno, ne bi imelo lastne teže, tako in tudi Tina ne. Super, krasno. Če bom vesela, bom prebrala tudi vse ostale komentarje, res si to želim, ker ni prvo sporočilo, to jaz dobivam tako konkretno skozi, pa sem rekla, moram preveriti, pa tudi jaz vem za določene ljudi, ki so najprej imeli tok in pol kar naenkrat tok zraslo in pol se jim res dogaja, da to raste naprej. No, naj povem moje mnenje. Jaz sem prepričana, za marsikoga je to ogledalo, da reče, wow, če ga pa toliko ljudi spremlja, ali pa če jo pa toliko ljudi spremlja, pa že nekaj velja. Jaz osebno poznam pa ljudi, ki jih izredno spoštujem in cenim, ki jih gledam in ki jih jaz občudujem, ki pa naprimer vidim, da nimajo toliko lajkov, ko pa govorijo, pa sem stojim, pa gledam, pa poslušam in srkam in jem in občudujem to, kar se počne. Pomeni, marsikdo, ki je naravnan veliko na zunanji svet, pomeni, da je tisti, ki mu veliko pomeni zunanja potrditev. To je zelo kontra lastne vrednosti. Ker na tak način pomeni, da bomo konstantno potrebovali hrano do zunaj in ko bomo dobili hrano do zunaj, bomo rekli, smo vredni. Navznotri, zelo lepo, mislim, da je napisala ena gospa, ne vem, katera gospa je napisala, tako da bom pogledala, ker je napisala, za marsikoga, navznotri nas, mislim, da je napisala moja Nika, ful lepo je napisala,
pa moja Nika, se opravičujem, Nika, dajmo te moje stran, naše in tako naprej. Je pa tako, navznotri ti lahko potrdi, ne vem, 100.000 lajkov. 100.000 lajkov je lahko zdaj na mojemu posnetku. In če jaz ne čutim svoje lastne vrednosti, za koliko časa me bo nahranilo, za koliko časa me bo nahranilo, po mojem tako za en dan. Za en sleherni dan ali pa drugi dan, ali pa mogoče še takrat 2 dni, pa mogoče, ko bo kdo šel, pa bo rekel, tisti posnetek si pa ful dobro naredila, zato ker sem ga slučajno tudi jaz videla. Zunanji svet, tisti, ki želite biti v svojem stebru, tiste ne zanima, kaj si nekdo drug misli. Ti samo sprejema, kako se počuti zraven njega, kaj je. To pomeni, ne grejo mu, upam, da bom zdaj to znala povedati in razložiti. To je ful dober en rek, pa ga ne vem čist sigurno, vem pa, da obstaja en rek. To pomeni, ljudje si ne bodo zapomnili, kaj ste rekli, ampak si bodo zapomnili, kako se počutijo zraven vas. In takrat, ko se počutite vi zraven ene osebe dobro, takrat veste, da je v svojem stebru, da živi svojo lastno vrednost. Zdaj se pa bomo dotaknili lastne vrednosti. Pomeni, za marsikoga je to še vedno sporočilo. Marsikdo meni reče, meni osebno reče, ali pa agencije, ko so delale, ko so hotele, da bi mogoče kdo reklamiral moje online tečaje ali pa karkoli, so mi rekli, a bomo dali njej, ki ima 110.000 sledilcev, ali pa ta oseba, ki ima njemu, ki ima 100 ono in tako naprej. In potem sem jaz rekla, kaj pa, če ne bojo naredili mojega tečaja, kaj pa, če ga sploh ne bojo prebrali, se ni važno, oni ga bojo reklamirali. In tako živimo v začaranem krogu. In začaran krog, to pomeni, jaz nekomu plačam, da on reklamira nekaj mojega, zato, tu se bom ugriznila v jezik, no, jaz to nisem mogla početi. Jaz bom to naredila z videom, s vsako mojo stranko, ki bo želela, bom konec leta posnela, konkretno samo en stavek, da ga pove, ne glede na to, da se prepravi, kaj bi bilo dobro, tako so mene prepravljali včasih, ampak da konkretno pove, kaj je bilo tisto, kar je dobila, kaj pa ni bilo. Ne rabiš potrditve od zunaj dobiti, ljudem je super, ko... Kak je zlata ena moja gospa. Ja, hvala, to je ful lepo, ampak si fej želim, da zdaj bom tako rekla, fej si želim, da ta video pogledajo drugi, da si preberejo te komentarje, da ne rabijo tega, res ne. Evo, kar se oznavči manj, kam je ena gospa napisala, tako, ne rabi se v redu, mi te poslušamo, ja, jaz pa tudi povem, ampak želim, da se ustavi ta začaran krog. Želim, da začnete poslušati sebe. Res, da začnete poslušati sebe. In moram paziti, ker če ne bom spet zašla in bom ful dolga s teme. Mislim, ne bom zašla s teme, ker o te temi bi lahko dosti govorila. Ok, to pomeni lastna vrednost z zunanjostjo, razen tega, da tako da bi spili, tako bi rekel moj mož, tako da spiješ eno viski kolo, ne, ker s tem ne bi bili iskreni, krasno, no. Res bom prebrala, pa bom tudi želela deliti, pa dati not. Hotela sem to povedati, ko mi je agencija povedala, da če bomo, ampak jih občudujem, krasna agencija, so res krasnimi ljudmi sem delala, ampak gledajte, to so agencije, kar je normalno in mislim, tako se počne, ampak ko so mi res, da ne boste zdaj tako, jaz sem res vesela z vsakim, ki delam, ker tisti, ki dela prije k meni naproti, je podoben meni, ampak ko so mi rekli, da če bi pa dala, pa reklamirala z nekom, ki ima toliko in toliko sledilcev, sem rekla, ja, če ne vem, če oddela moj online tečaj, pa če oddela to, ne samo zato, da ga on reklamira, pa reče, Tanin online tečaj, pa super, to je absolutno, totalno kontra meni in to prodajamo potem prazno slamo. Ne samo prazno slamo, to pa res duša boli. Ok, zdaj se pa mogoče še dotaknimo osebno, kaj je sploh lastna vrednost. Jaz bom poskušala zelo, zelo enostavno razložiti, ker se mi zdi, da boste mogoče iz tega malce drugače videli, zakaj nekdo nekomu drugemu to pomeni, nekomu drugemu pa to. Lastno vrednost, kako jaz ocenjujem lastno vrednost, jaz jo delim na joy, to pomeni na radost,
Takrat, ko je moje srce polno, tako zdajle, ko mi je tista gospa napisala, ful je bilo lepo, tako da, ki je napisala, ne, se te mi gledal. Krasno. Ampak delim na joy nekaj, kar, če nimam joya in ga res nisem imela, jaz sem pri 16 začela delati, jaz sem se mogla naučiti biti v joyu. To pomeni, kaj je joy. Jaz sem skozi meditacijo poskušala ugotavljati, kaj je joy, daj mi joy, kaj moram delati in tako naprej. Joy, radost, se opravičujem tistim, ki ste mogoče malce občutljivi, ko govorim kadan kako angleško besedo, pa to misli, ne znam glih najboljšo angleško, pa uporabljam angleško, ampak se mi lepo sliši. In druga zadeva korist. In bom dala 3 primere, da bomo razumeli. Okay? Da bo najbolj enostavno za razumeti. Pa bom vzela primere, ki so jih napisale, drage dame, pod mojim križarjenjem. Ene grejo pa z mano in res grem s krasnimi. Tiste, ko grejo z mano na križarjenje, imam enih, zdaj rečemo, še 4 imamo prosta mesta, ampak imam 10 zgodb, če jih bojo želele deliti. To so zgodbe, ki jih je dobro slišati. Ne žrtve, to so prave transformacije, ko iz enega podjetja naredijo nekaj, kar jih duša potisne in naredijo nekaj drugega. Če bodo želele, ampak to sem si napisala, če bodo želele, si bom to z veseljem delila. Drugo je pa korist. Okay. In če zdaj pogledamo, imamo radost in korist. In bom vzela primer gospe, ki je napisala pod mojim križarjenjem, evo Zvezda, zdaj bo Zvezda, ki bom govorila o njej. Je napisala, jaz sem za 12 dni preživela na Tajskem ali kje in je plačala in so jo stregli od ospredaj in od ozadij. Točno to. Za njo je joy in korist, da ona lahko sedi na Tajskem ali pa leži, karkoli je že počela, uživala in korist je bila to, da jo je nekdo stregel. Da jo je stregel od ospredaj in od ozadij. In to je krasno in to je odlično in to je nekaj najlepšega. To je njena lastna vrednost in to je odlično, če to človek zna zaznati. Za nekoga je lastna vrednost, pa poslušajte zdaj, kar vam rekla. Obstajajo guruji, kjer jih plačate čez 50.000 evrov, da preživite z njimi, 7 dni, z raznimi 6, 7 ljudmi, podobnimi, ki so pripravljeni to plačati, preživite z njimi na potovanju. Res, to je Tony Robbins, potem imate, Joe Dispenza, ne vem, če je tako drag, vem pa, da ima tudi od 12.000 naprej, kakšne tu seanse, Robin Sharma, individualne in tako naprej. Pomeni, ne, ker je, zelo lepo naša Martina je napisala, da tudi ona misli, da ne. In kaj tam pomeni? Oni grejo, kaj je njihov joy? Njihov joy je to, da si bojo napolnili z pravo vsebino in s tem polnili sebe. To pomeni, njihova radost v tem primeru je, dobil bom hrano zase, kako se lahko počutim bolj vreden, kako lahko, bolj izrazim sebe, lahko se bom odprl, lahko bom poiskal kakršnokoli mojo bolečino, kako jo pozdraviti in na drugi strani to bo se družil z takimi ljudmi, z isto ali pa rečemo podobno mislečimi. To je lastna vrednost. Pa pogleda, pa sta 2 totalno različni osebi, ampak en vidi to kot joy, drug vidi pa joy, kako ga strežejo, ko sedi tam, pa leži, pa mu nosijo pijačo. To pomeni, lahko dam še 3, lahko dam še 4, da ima lastno vrednost še, oblačila. Marsikdo, lastna vrednost. Bom kar iskrena. Včasih se mi je zdelo, bom kar iskrena. Zdaj vam čisto vse izdam potem, čisto vse pluse moje in minuse. Če imel, koliko je ura, da ne bom zdaj spet predolga. Koliko je že? Saj ne vem, kdaj sem začela, to bi bilo dobro, da pogledam. Skoraj 9, tako da po moje upam, da nisem več kot 20 minut. Če pa sem, bom pa mogla končati. Včasih mi je bilo tako, ko sem videla ljudi, ko so oblečeni v firme od A do Ž, to pomeni čisto vse, od ure, oblačila, šminka, parfum, vse je moglo biti najdražjega. Sem tako rekla, pa my God, a res je to potrebno, da človek si napolni lastno vrednost? Ja, je. Za nekoga je to lastna vrednost.
uživa, ker je oblečen v najboljših blagovnih znamkah in kakšna ima korist, zaradi tega, ker ga ljudje spoznajo, da je on tam, kamor sodi. To, kamor sodi, ker to pomeni, ne sodi v vse skupine noter ljudi. Najprej se mi je to zdelo, pa dej nehi, a je to res potrebno, da se človek nahrani in da si da lastno vrednost? Je. Zato obstajajo različne skupine ljudi. To, kar ali sem govorila že o tem, ali ne vem, ali sem sploh več ne vem, kdaj kaj povem, ali že to na video ali ne povem, nekomu odgovarja, da je v kampu in uživa v kampu, res uživa v kampu in ne bi zamenil kampa, ne glede na to, koliko denarja ima, ker je najbolj sproščen, da je lahko v kopalkah, najboljše pa še kak nudist. Je pa najboljš, wow, se počuti rojen za to, pa ne glede na to, koliko ima, kakšen je njegov budžet. Nekdo ne bi zamenil počitnic od ne vem, hotela z 6 zvezdicami. To pomeni, ne ocenjujmo se vsi v istem, ne se postavljati notri, da ste vsi enaka ciljna skupina ali pa enaka kategorija. Ne, tudi ne kategorija. Bolj, ko začnete poslušati konkretno sebe, začnejo tudi k vam prihajati podobno misleči ljudje. Mislim, to je noro. Na križarjenje grejo z mano osebe, ki so mi totalno podobne, ki želijo izraziti sebe, ki želijo začutiti globino, ki želijo ne se samo smejati nekim nesmešnim šalam, ampak nekaj narediti konkretno zase. To pomeni, one vidijo v tem lastno vrednost, da so pripravljene to plačati in koristi, ker se bodo družile s podobno mislečimi ljudmi. Ok. A veste, koliko še imam? Moj mož reče, bodi kratka in jedrnata. Človek, ki je pa res tako, moj mož je takšen, da mu ne pomeni, moj mož lahko sedi in je čist v družbi, čisto tiho, samo posluša in se počuti fajn in je srečen in ga nič kaj ne moti. Tudi če nič ne pove cel večer, on je zadovoljen, srečen. Ampak dobro, da zdaj ne bom vzela mojega moža, ker ga res spoštujem, kar se tiče tega. Veliko je on to meni dal. Predvsem kaj me naučil poslušati in slišati, kaj nekdo govori. Bi samo to želela deliti. Ne gledati, kaj ima nekdo ali pa koliko je koliko ima ljudi ali všečko ali kakorkoli, ampak dajte si dovoliti, da slišite svoje srce. In če nekomu tako močno pomeni avto in vam ne ga kupiti, res ne ga kupiti. In to je dobra tema, ko se bomo dotaknili podjetja, službe, naše zaposlitve. Koliko je tisto, da mi lahko rečemo, kakšna je naša lastna vrednost. Nekdo prodaja, moja prva plastika, ki sem jo, naši prvi lastni produkti so bili plastični lončki. Lončki, ki smo ga prodajali še po 1 evro, ne. 1 evro. Ali pa rečemo, tam, da zdaj vzamem s tujino, je bil 1,5 evra. Zdaj si predstavljite, da narediš milijon z lončki, 1 milijon evrov z lončki, koliko lončkov moraš prodati? Koliko? Približno. Če ne skalkuliram. Mogoče bi mi kdo drug skalkuliral. Če rečemo, da je cena 1,5 evra, pa rečemo 1 milijon, koliko lončkov je treba prodati. Če ne, pa že imam pripravljen kalkulator. To je samo zaradi tega, da dobite malo občutka, da enako se potrudite, samo odvisno je, kakšno imate lastno vrednost. No, ne vem, zdaj se mi je tole izklopilo. Evo ga, sem že. To pomeni 1 milijon deljeno z 1,5. Pomeni, je potrebno prodati 666.666 lončkov. Ste slišali to številko? My God. Gremo naprej. Če gledamo organke, to je samo zaradi tega, da boste razumeli. Lastna vrednost se tudi povečuje s tem, kaj prodajate. Kako se počutite, ko prodajate. Jaz sem prepričana, da mi je Zlatarna dala to možnost lastne vrednosti. Pa tudi, ko pride do tega, da kdo orenk napada, ne vem, kakršnekoli programe ali pa tudi
obredi, ki stane 1000 evrov, ampak vem, kaj si jaz želim in jaz pod moje nivoje ne spuščam. Moj nivo je takšen, koliko jaz želim za to dobiti, pričakujem oziroma si želim tudi mojim dati. Poglejmo zdaj drugo zadevo. Za 1 milijon evrov, še to, pa mi vi prosim dejte, če želite, za 1 milijon evrov, pa rečemo naš organko stane 49 evrov, proda 20 000 organkov. A vidite, kakšna razlika? In zdaj, če vsem vzamemo, da za 1 milijon, to pravim, lastna vrednost je tudi od tega odvisno, kaj prodajate in kako verjamete v to. Kako verjamete. Poglejmo produkt, ki pa rečemo, da stane 520 evrov, jih je pa potrebno samo 1900 prodati za 1 milijon. Ok, danes je bil cilj mojega rezime naredim, ker če ne bomo predaleč. Lastna vrednost vam lahko, če vam jo bo iz okolica jo naredila, se vidite, kaj se dogaja, pa Tony Robbins ful dosti krat reče, marsikatera zvezda, ko jo mi občudujemo in smo presrečni, ko jo gledamo, strpi, ima ali depresijo, ali ne verjame vase, mi jo pa vidimo kot najlepšo, kot najboljšo ali pa kot najboljšega igralca, pevca ali karkoli drugega. To pomeni, lahko vam jo da zunanjost, res jo lahko in to vam lahko iskreno povem, to je meni sigurno dala. 2015 je meni dala Slovenija, ko so me spoznali, ko sem bila res, dobila sem toliko nagrad, mi je Slovenija to dala. In takrat nisem imela te moje samozavesti, da bo verjela. To bolj so mi govorili, koliko sem fajna, bolj sem verjela. Ampak to je hrana, ko sem jo skozi rabila. Skozi sem jo rabila. Ko pa ti enkrat, ko pa ti si v svojemu stebru, stoji za tem, kar poveš in kar želiš povedati, res, kar želiš povedati, je pa čisto vseeno, a te gledata 2 osebi, ali te gledata 3, ker želiš samo eno, vsaj eno predstaviti, da si reče tista oseba, zaslužim si tole kupiti, zaslužim si to privoščiti, ker bom zaradi tega tudi to jaz dobila. Koliko daš, to dobiš. V primeru, da nisi pripravljen nič dati, ne moreš pričakovati, da dobiš. Res ne. In ko koga slišim, ko reče, to si ne morem privoščiti, to nočem imeti, in pa pričakuje, da bo karkoli dobil, kako? Denar kroži, mi krožimo, mi dam, ko skozi daješ, padeš. In na koncu še vprašanje, mogoče eno tako vprašanje, da vidim, kako vi vidite, ali človek, če je duhoven, to je pa drugo vprašanje, ki ga nekdo piše, ki mi nekdo piše, da glede na to, da sem zdaj šla bolj v duhovne vode, to mi osebnostno rast smatramo kot duhovne vode, da bi pa lahko dala gratis, da bi lahko brezplačno pelala vse ljudi. Kako vi vidite duhovnost z uspešnostjo? Res me zanima, bom vesela teh vaših odgovorov. Mogoče je to tema, ki bi jo lahko kdaj odprli. Jaz poznam zelo veliko duhovnih ljudi. Nikoli nisem ločila, da duhovnost je en pojem, uspešnost je drug pojem. Poznam med mojimi prijatelji, to naprimer Iza je prva, ki me je pripravila do tega, da sem se začela poglobiti v to. In veste, da Iza najbolj uspešna ženska v celi, ne Sloveniji, daleč naokrog. Če pogledam, koliko imam še takih znancev, ki so res stabilni, duhovni, to pomeni delajo na sebi in so tudi uspešni, kapo dol, to pomeni ne ločevati in mislim, jaz bom vesela vašega mnenja, ampak ko mi nekdo reče, tista oseba, kot je duhovna, ne potrebuje denarja, duhovna, lahko da brezplačno, lahko da gratis in tako naprej. Se vedno spomnite enega fejs pomembnega ali pa tistega, ko je Picasso, en Picasso v reki je bil ali pa ena zgodbica napisana, ko je narisal Picasso sliko v 3 minutah in potem jo je hotel zaračunati in potem rekel, v 3 minutah ste narisali in tako ceno. Za vsako duhovnostjo, čisto vsak, ki je duhoven, ki dejansko govori iz svojih občutkov, govori svoje zgodbe, in je uspešen, to pomeni, vam je dal veliko znanja, veliko izkušenj, vam je dal lepih vzorcev, pomeni ne daje vam še drugih vzorcev, nekih frustracij zraven. In zato, da je lahko srečen, da lahko deli z vami to znanje, je pomembno zagotoviti svoji družini hrano, prebivališče,
tudi da ta družina uživa med tem časom, ko on dela. Jaz zelo rada spoštujem take ljudi, od vseh teh, ki jih gledam in spremljam, me je vedno zanimala njihova zgodba in čisto vsak, ki sem ga jaz spremljala, je začel kot skromen fant ali pa kot skromna ženska in kako je prišel do tega, to pomeni s trdim delom in jaz sem prepričana, da veliko sem vložila noter s trdim delom, da imam to, kar imam danes. Resnično. Tako da, bom vesela vaših komentarjev, kako vidite duhovnost in uspešnost, ali to vidite, da so to čisto dve ločeni temi, ali vidite, da se to lahko nekako balansira, ali vidite, da so uspešni ljudje lahko samo uspešni in je to čisto dovolj, ali vidite, da duhovni ljudje niso uspešni. Duhovni ljudje so kao srečni, niso pa zaradi tega uspešni. Res bom vesela vaših mnenj, če boste napisali, če boste delili, in srčno upam, da sem vam s tem videom pomagala, da začnete poiskati sebe, da se odločite, kaj je tisto, kako bo igrala vaša lastna vrednost, kam boste vložili svojo radost in kje boste našli korist. Marsikatero zgodbo bi vam lahko povedala, ker sem bila v vseh stopnjah. To pomeni od tiste drage gospe, ki je šla na potovanje, od tiste, ki sem hodila na marketinške ali pa kakršnekoli konference, ker sem šla zaradi koristi in zaradi joya, do tega danes, da grem tam, kjer me nekaj izpopolnjuje in kjer lahko resnično delam na globini in se pogovarjam s podobno mislečimi ljudmi. Hvala vam za ta vaš čas, zdaj grem pa spet v pižamo in se stisniti moji družini.